Ej, fanta, dober jutr pravzaprav, ne? Koliko je malo čez 9? Dobro jutro. Ja. Dobro jutro, David. A vidim, da ste se že odločili za pozicijo mikrofona. Lepo, da sta bila pravočasna, sicer pa kva drugega pričakujete od takih košarkašov pa profesionalcev, kot ste vidva, ne? A je tako. Dej, Aljaž, ti meni povej, za kva danes skle. Da te tako izpostavimo, veš, ne? Začel, ja. Ja. Na mladih svet stoji, ti si pa mlajši od obeh klele. Ja, recimo, mlad pa najbolj Ne, recimo, pameten. je kar res, veš. Ja, načeloma v bistvu smo tle, da se malo pogovorimo glede Sam še nekaj, če boš pa, a veš, malo s publiko hotel kontakt navezati, Aha, je tam publika. moraš pa tja noter Ja, pogledati, a razumem, veš. živijo publika. Glej, a veš, Ja. medklic. Ja, v bistvu smo se zmenili s tabo, si dal pobudo, da naredimo en pogovor, intervju. Zakaj pa ne, ja? Ja, zakaj pa ne? Da Ja. naredimo malo predstavitev, kako bo potekala košarka, da se midva malo predstavlja, pa tako razno. Skratka, v Moravčah je z Košarka. letošnjim letom Tako, košarkarski tako, klub tako, ustanovljen. tako. Ja, to ni mala stvar, ne? Tako Ne, da super. v bistvu res ni mala stvar, tako da upam, da bomo lahko začeli eno lepo zgodbo. No? Sploh zdaj, ki je nova dvorana. Tako da, ja. In če jaz dobro vidim, so tole že Ja, naj se pohvalim, ja, da smo že naredili svoj logo. Ja, tudi David jo ima, jaz imam, pa marsikdo jo bo tudi še imel. pa taka barva, ki mi je všeč. Ja, tako je. Ja. Odlično. Tako da ja, delava, zdaj po novem letu začnemo uradno z otroci trenirati. Zdaj štab imava krit, tako da sam gas. Se pravi, ok, pa začnimo na začetku. Daj Ja. ti meni povej najprej, kdaj si se začel s košarko ukvarjati, mogoče tudi zakaj, kako si upleten bil vsa ta leta do zdaj Ja, v v košarko in bistvu, kaj ti če- košarka predstavlja. Čistko. Ja, če začnemo od začetka, Na jaz easy. sem bil star, kaj pa jaz vem, to je že leta nazaj, ker sem že bolj star. Tako da, ja, začel sem s fuzbalom, seveda, ker sem fuzbal v Moravčah in jaz sem iz Moravč in sem začel z nogometom. Sem bil golman, sicer zelo uspešen. So me klicali Moravški Spiderman. tako da- Moravški ja. Spiderman, bro, to si poznal. Pol je pa v bistvu v Moravčah se začel nek krožek košarke. Pa moj brat je začel košarko v krožku in v bistvu me je začel to malo bolj zanimati. Notranji šport. Tako da v bistvu sem po bratovih stopinjah šel. No. In smo pol v bistvu on prvi začel v klubu trenirati v Domžalah pri Lastovki, kasneje pa v Heliosu. Jaz sem pa sam za njemu šel in se v bistvu to malo bolj. No, Mateo, še vidiš, kako lepo si ga navdušil. Thanks, bro. Madonca. Tako da ja, v bistvu sem že cel življenje, mislim, da sem v 3. razredu začel trenirati v klubu. Pa v bistvu je vse šlo po planih. Trenirali smo veliko, odrekali se velikim stvarem, ki se jim zdaj ne rabimo več. Tako da ja, zdaj pa bomo probali eno novo zgodbo začeti v Moravčah, ki je še ni bilo nikoli. Ne. Odlično, Ja. odlično. Je pa košarka, ja, mi pomeni zelo veliko, tako kot tudi mojemu kolegu Maju tu. Tako. Pač meni je košarka life in bi rad pač počel v življenju še v bistvu zraven še kaj s košarko. No. Okay. Ker pač nimam več opcije, da bi resno treniral, resno se preživljal iz košarko, kot sem se včasih. Tako da ja, je pa to se pravi zdaj ena nova priložnost, da začnemo na polno. No, the best. Zdaj pa še svojemu stanovskemu kolegu mikrofon. Evo, še Majo naj se predstavi. Ja, moja zgodba je še daljša. Ne? Par mesecev si starejši, zato posledično. Ne? Tako da začel sem atletika, TVD Partizan, atletika, gasilci. Pa me pa kolega Radovan Trifunovič poklical za šolsko prvenstvo. Aha. Koliko je bilo to? Koliko let nazaj je? To je bil 4. razred. 4. razred? Ja, Ošo. koliko let nazaj. Ne bomo diskretni, Ja. ne bomo. Jaz sem prišel tja pomagati mu igrati, ne. Prej me oče ni pustil na košarko. Pa sem mu pa tam pomagal, rekel, daj pa je caj enega atleta, da bom imel še sabo. Aha. In prišel je tam en trener in je rekel, da je fanta, ti prišel malo k nam. Ne?
Evo, in tako se je začel. Se pravi, Ja. to si bil pol tam okrog 10, dajmo reči. Ja, Od takrat upleten 10 let. Ja. v košarko, Ja. tako in drugače. Ja. In pol pa naprej Helios Domžale. In ves čas. Ja. Aha. Akcija. Pol, ko je bilo pa konc, ko se mi je rodil sin, sem zaključil. Pa smo še lastovko, smo še tam igrali, pol malo prijatelji za hec. Smo jo pripeljali v drugo ligo. Ja. Pol sem pa začel pa s tam malimi delati. Iz Domžal sem šel v Kamnik, zdaj sem v Kamniku 15 let trener. Drugač pa Domžalčan. Ja. V Domžalah si prej rekel košarka, ne? To je glavno v Domžalah, a je tako? Ja. Pri nas v Kamniku Definira Domžale. Ne? Ja, Kamnik je zdaj v dvojka, ne? Domžale je košarka. Ne? Aha. Pač tako je. Ja. V Moravček pa je ponovno tudi košarka. Ne? Jaz upam, da bo zanimanje, Ja. znanja malo. Ja. Kakšen je bil do zdajšnji odziv? Je bil Ja, zelo lep. nekako Ja. po pričakovanju ali še celo malo presegel pričakovanje? Presegel. Kar povej, lahko, imaš zeleno luč. V bistvu, tako je bilo, ne? Midva sva to septembra dala reklamo ven, v bistvu čim več ljudi hotela spoznati, da se v Moravčah odvija zdaj, da se odpre košarkarski klub, ne? In je bil odziv, jaz sem bil presenečen, no? Verjetno tudi imajo, ne? Nisem pričakoval takšnega odziva, no? Res da je vsako leto več otrok v Moravčah na novo priseljenih, je pa res, da verjetno tle veliko pripomore ta Dončićeva zasluga, ne? Prepoznavnost košarke v bistvu ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu in veliko otrok hoče njega posnemati, hoče biti Luka, ne? In se mi zdi, da je tudi to veliko pripomoglo, no? Po eni strani pa tudi pač, da sta se dva najdla, kot sva midva, da v bistvu začneva nekaj na novo v Moravčah, ne? Sicer so bili eni skeptični, zakaj to, zakaj ono, zdaj, ja. Midva sva optimista, tako da mislim, meja je sam nebo. Okay. Da, Škaj mi povejte, kako se obnese ta nova dvorana? Zdaj ste testirali, ste jo že? ja. Po novem letu pa polno uporabno za zunanje, ne? Ja, v bistvu midva zdaj pred novim letom so lahko začela s krožkom v šoli, se pravi, to je preduro v okviru šole. Se pravi, preduro sva dvakrat na teden imela v bistvu krožek košarke in sva imela priložnost, da spoznava tudi dvorano, v bistvu vse, kar je novega, vse in dvorana je bomba, top. Ok, super. Nimam To je dobro slišati. ene besede, nimam reči z dvorano. Lepa, velika, svetla, mislim noro. Pač same pozitivne besede. No. Tako da Pa tribunoma? tribune za ta okoliš je pač, se mi zdi, da je čist dovolj. Tudi pol, ko bojo tekme košarkarske, ko bo to polna dvorana nabita. Tako da, ja. Se pravi bo možnost pol v bodoče tudi pogledati. Ja, se tudi Ne samo tekme, mogoče tudi kakšen trening, odprt trening pa tako. To je tudi najin plan, ne? Ja. V bistvu tukaj ne, da samo Dostopnost, vključujem otroke, ne? V bistvu prioriteta so otroci. Pa imaš pa tle, starši bojo lahko gledali tekme, turnirji se bojo odvijali. V bistvu na začetku bo tudi naredila kakšen event, spoznavni trening starši, da vidijo, kako to poteka, pa da starši tudi v bistvu spoznajo, kdo bo njih učil, ne? In se mi zdi prav, da oni tudi spoznajo naju. Ja, na sva vidva, no. ja. Sicer bojo že ta posnetek malo lahko videli, ne, da sva... Dobro, nekaj smo že Kar v redu. povedali. Ja, ampak- Majo iz Domžal, ti si iz Ja, Moravč, tako, ampak- njega je definiral šport košarke že praktično skozi, tebe pa ampak- tudi kljub temu, da si v Moravčah gor. Seveda, ja, ampak vseeno je v živo je bolj pristen stik, Ja, ne, ja. da se spoznaš v živo, da vidijo, kakšen je človek. Ne. Tako da, Ja. plan je tak in upam, da to vse speljamo tako, kot mora biti. No. Dej pa še Majo tudi. Drugače sem jaz tudi malo Moravčana, ne? No to. Zdaj se pogovarjamo. V zgornjem Prekru imam Čebelnak, ne? Lepa. Tako da je Zelo pomembna Moravška informacija. Ja. hribi,
top shit. No, super, da ni bilo Drugače treba pa- to iz tebe ven zvleči, ampak da si sam da si sam ponosen. Drugač pa dvorana je res vrhunska. Super. Res. Tudi vidva sta verjeten dvakrat to lahko povesta, a ne? Res Oziroma je, imata neko res. podlago, da... Ja, Ja. ja. Lahko rečem zdaj tukaj v Kolišu, da je res lepo zgrajena, tako kot je rekel, svetla, tople barve so, tako, to res taka domača, luštna dvoranca. Ne da je nekaj velzga, nekaj glumazenega, hladenega, the the best. best. Sej, kako pa pol, na koliko skupin se to, se otroci pol porazdelijo, Ja, mi pa kako imata to razdelan? Sva govorila, mislim, zdaj na začetku sva rekla na tri, ne. Prvi, drugi, tretji, četrti, pet, šest, 7, 8, 9 razred, ne. Okay. Skupaj. Pol bomo šli pa po selekcijah naprej, ne. Ker drugo leto, zdaj smo malo pozni, drugo leto načrtujeva se prek KZS-ja povezati in tudi kakšno ekipo že peljati na uradna tekmovanja prek KZS-ja. Se pravi, spodnja meja za včlanitev v letih. To so mi dva rekla od prvega razreda naprej. Prvi razred. Ja, to Okej. bo šola košarke, pa naprej bojo pa ne. Ker tekmovanje je v 10, v 12, v 14, 16, 18, pa v 20 je. Po novem, ne. Tam mali pa igranje, vesele urice, motorika, gibljivost, to vse te stvari. Ne. Ja. Kolikrat približno na teden je to predviden, te treningi? Ja, zdaj na začetku bo imela selekcija po dvakrat, ne. Ja. Pa bomo pa še, tako da mislimo prijeti vsaj 3-krat na teden, da se trenira, da se lahko nekaj naredi, da lahko tudi naredi, ja. uradno nastopaš. Ne. Ja. Povej. Ti kar govori. Majo te glavno povedal, a veš, ne? Da ima del korenina, veš, tudi v Moravčega, veš, on je svoje naredil, a? Se pravi, posluh je za ta šport v Moravčah. Ja. Dobar. To je bistveno, oziroma se jača, se še jača. Je super. Fajn je tudi, da otroci gibajo. Ne. Ja. Tudi te koronski časih smo jih imeli, da se socializirajo, da pridajo skupaj malo, da se znajo ne samo prek telefona, ampak tudi osebno kaj zmeniti. Ja. Danes je čep na enem metru, pa vse naredimo prek telefona. Ja, jaz se mi zdi, da je šport en tak vzvod, da premostiš to, ker zdaj so res tam mali, še mi smo, ne, veliko tam mali pa sploh naklopljeni na telefon in šport je pa ena taka zdrava distrakcija, sploh košarka. Tek ne zate, ne? Ampak je pa treba na treningu tudi verjetno kaj preteči, ne? Ja, tako. Ja. Še vedno sestavni del vsakega športa, ne? Samo da je žoga. Samo da je žoga zraven, mora biti. Vota, tenis. Ja. Se pravi, zdaj ta prvo let bo v bistvu tako, dajmo reči, malo bolj razpoznaven, a ne? Ja. Tok, da se pač začutimo trenerji, otroci, starši, pol pa od tam naprej, ne? Korak po korak. Ne? Ja, step by step. Plan je bil, da začnemo že v začetku šolskega leta, ker je bila tudi že dvorana narejena, ampak zaradi ene birokracije v bistvu ni bilo opcije, da že začnemo. Tako da zdaj bomo pa začeli po novem letu in kaj preveč filozofirati ne moramo, ne? Pa tudi ne moramo nekaj narediti iz muhe slona. Ne? Tako da začetek bo valjda, da se spoznamo med sabo, da vidimo, koliko bo dejansko, koliko bo otrok prijavljenih v najin klub, pol jih razporediva v selekcije, pa začnemo urang trenirati. V bistvu to, kar zdaj delava preko krožka, to ni dovolj časa, v bistvu tudi ni dosti treningov. V glavnem, ja, treba je dati čas, da se pol lahko čez čas pokaže najin del, v bistvu najine izkušnje, sploh imajo to, ker že 20 let delajo z mladimi, a pa še več. Ja,
Koliko si star? Ja, v bistvu sem jaz v tem novinc, ne? Ampak me sploh ne skrbi, ker imam njega zraven. Videla se poznata pa že... Ja, pa mislim, poznava se že lep čas, ampak nisva bila pa tok prijatelja, kot sva pa zdaj. Ja, ampak prej sta bila tudi... Nasprotnika sta bila. Tudi sva bila. Pa če mislim, kaj, bila v igri. Ja. Trener, jaz sem pa igral proti njemu. Zmagal sem ga, ne. To smo imeli, ne, pač on je mačkim starejši. Poznata različne vidike drugega. Tako, ja. Pol je pa prišla šansa, da sem v bistvu jaz, ker sem zaključil profesionalno košarko, sem imel opcijo v bistvu igrati pri njemu, ker je bil tudi članski trener v Kamniku. In sva se kar zelo hitro dogovorila, da sodelujeva skupaj. In sva eno sezono v bistvu sodelovala skupaj. In od takrat naprej sva v bistvu skozi v kontaktih, veliko sva skupaj. Pa se je pa ta ideja nekako razvila. Ne? Ja, hvala Majo, no, da si mu prisluhnil. No. Res? Tako se je pol ta ideja tudi razvila. Ne? Pač veliko smo bila skupaj na kavicah, basket gor, basket dol, basket gor. Pa čisto sam težko kaj narediš, ne? Na splošno vedno pa vsaki stvari rabaš pomoč, nasvet. Pomoč rabaš pač, jaz sam ne bi uprit v to, ker tudi nimam trenerskega znanja nimam toliko, kot pa on. No, fajn. Pač priznam, zato ker tudi nisem v takih letih, kaj on. Jaz verjamem, da se je to dobro dopolnjevala. Ja, pa enkrat sva se pogovarjala, pa je prišla ideja, zakaj pa ne bi probali v Moravčah, pa še nova dvorana. In sva bila oba takoj za. Malo sva začela planirati, kako v bistvu to je nekaj tudi novega za naju. Oba dva veva, kako približno to poteka, ampak vse te papirji, birokracije, to ni tako lahko. No? Ja, ni z danes na jutro. Ja, ker v startu misliš, se to sem na Facebooku objaviš, mi bomo pa začeli. To je dobro poudariti, ja. Ja, ne gre, to ne gre, ne. Ampak ja, sva tukaj videla, da je dosti dela v tem, ampak ja, ni nama težko, no, ker veva, da znanja mava, pa veva, kaj lahko to prinese čez par mesecev, let, ne. A ti še, kar povej? Ne, kar ne, ti še vedno drži, da se zna zgodi, da nekoč, nekdaj, da tudi kakšen reprezentant pride pogledat vaše delo? Jaz sem to obljubil. Jaz sem to obljubil. Obljuba še vedno stoji, ne? Obljubo bom držal. Sicer je bilo zmenjen, da v začetku oktobra, ko bi mogli začeti s treningi, ampak se pač nismo mogli začeti. Ampak ja, to obljubo bom jaz držal. Je pa tudi tako, napisala sva na teh reklamnih panojih, na reklamnih letakih, ki so jih pošiljali po domu, sva tudi napisala, da vsak otrok dobi žogo. Super. Pač za skozi, da lahko tudi doma malo dela z njo. Majčke dobijo pa take zadeve. Bojo pa prišli tudi na obiske, kakšni znani, da bojo lahko malo podpise ali kakšen dres prinesel, pa take zadeve. Odlično. Ker imava to opcijo, da pač neki poznanih le imava, so le toliko dala v košarki čez, da A sta bila lani slučajno skupaj na tem turnirju v Parizu? Si bil ti zraven? Ne. To je bilo lani ali predlani? To je bilo lansko leto. Lansko leto je bil ta Jordan turnir. Dončić je bil glavni ambasador. In smo v bistvu eno slovensko ekipo smo tja peljali. In je v bistvu on bil naš trener, mi smo pa igrali. Dončić je bil trener? Ja. On je bil naš trener. In kako se je naučil? Pač to je bila neka... Ne. Tam so bile sam tekme, ne. Ja. Tam smo igrali, v bistvu to je bil en zelo močen turnir, no, od Jordana, ki je enkrat na leto in pride v bistvu iz celega sveta. Koliko časa je že to, no? Koliko časa je ta turnir? Kaj? Ta Jordan turnir je... To je pravilno se reče, 54 ali 45, zdaj pa ne vem. Okay. V glavnem, ja, to je njegov turnir, ki je vsako leto. Lani je bil v Parizu pod Eiffelovim stolpom, ambient, nor. In pridejo v bistvu igralci iz celega sveta, ekipe, tudi NBA igralci so igrali. Pač nora izkušnja, no. Da smo tudi mi bili zraven. In kaj je Luka povedal?
Če je rekel, da bo mogoče... Do pršel Moravče. Ja, da pršel. Daj mi jaz raj mikrofon. Nikoli ne reci nikoli, ne? Ja, To je res, mislim- Točno to. Ja, vse si poznamo se, ampak vemo, da Dončić, vemo, da ima veliko obveznosti, ne? Ja, Tako da itak, to itak, ne itak. moramo obljubiti, ampak Ja, ja, ja. mogoče pa Ja. nekoč, nekdaj. No, vse to sem pa rekel, Tako da, ja. ja. Super, no. The best. Majo? Ja, jaz bom pa tako rekel, ne, da Dej ti povej, no. Ta sam... Ne, dej pa ti res povej, no. Dej, za kva se gre. mi bomo šli na to, da bomo naredili reprezentanta. Ne. Ja, bravo, ja, to je to, ne. ja. Drugač pa sva tudi že dogovorjena z Janom Zemljičem. To je mlad perspektiven igralec vseh selekcij reprezentance, čez dal. Zdaj pri Heliosu dobiva minute. To je bil naš igralec Kamnika. Ne? In v Kamniku smo sproducirali kar enih par reprezentantov. Sicer noben se ni razvil pol še naprej, ne v kakšno Euroligo ali pa kaj tasga, ampak so fantje igrali dobro košarko. Tako dan je tudi najem, ne? Ja. V Moravčah v bistvu... Tako da jaz mislim tukaj tudi, ne, da bojo fantje zagrabili, tudi punce, ne, da malo boje. Ne. Ja, se razumem. Tudi za punce ima povezave za naprej, No. če bojo kaj zagrabili, ampak da na začetku, da jih ni treba voziti, bojo lahko kam odprne zraven. Odlično, Do U12 lahko tudi, če punca igra pri fantih. Ne. odlično. Oj, zakaj tega nisi ti omenil? Vidiš, sem vedno komu Ja, dati on mikrofon. sam govori, a veš. A veš. On prodaja, ne, jaz delam, ne. Ja, Tako da, no, super, ja, take to... stvari, no. Cool. Bojo te tam malih hodili, za te stare reprezentante ali pa te fante, je pa težko, ker so po klubih. Tako sem že prej rekel, Rado Trifunovič, ki je zdaj trener pri Fenerbahčeju, ne. Tam z Turčije pride parkrat na let za kakšen teden. Pa ga pa že tja vlečejo, pa tja, Itak, pa vse veš, povsod. še dobiti. Lahko pa obljubimo Dončiča, to z lahkoto, ne. Sam še cajt. Ampak ne Luke, ampak Sašo. ja, Ja, Ja. Zakaj pa ne? on je moj dober prijatelj, no. No, the best. Skupaj sva igrala nasprotnika, zmer nisva skupaj v ekipi, ampak nasprotnika, tako da O, super. Dončić, Odlično. Lelo. Ja. Odlično. Veš pa imamo headline. Ja. Dončić v Moravčah. Ja. Je pa resno, pa še ena stvar. The best. To je razvojno, ne, v Moravčah. Mi bomo delali s fanti, vsakmu puncam, vsakmu bomo pomagali, da se bo razvijal. Ne, ne tako to, ko imaš te klube, pa ta pa nista pravga, ta pa ni. Vsak je sta pravga. Vsak je lahko sta pravga. Ne? Ja, Zdaj pa do katerega nivoja pride, je lahko za vsakega zmaga. Ne? Ja. Tako, ja. Tako da to je to. Aljaš, ti še kakšno zgodbico zapel? Evo, bravo, ja. A ti še kakšno zgodbico za konec? Vprašaj, Zapel ali pa povedal? vprašaj. Ne, tudi Maja sprašuje. Ja, mislim, zgodbice veliko. Ja. Ne, se mi zdi, da smo kar neki... Bistvo smo ujeli, no. Da smo v bistvu kar lepo Je pa ujeli. tudi, če lahko... Lahko pa povem, da komot naredimo še kakšno nadaljevanje v bodoče, to je tam malo bo problem. mogel A, veš, biti. Sploh, ko začnemo, da Ja. več kar... Ja. Ja. Mogoče bomo imeli takrat že 2 mikrofona, pač za goste. Ja, v bistvu se je izkazal za dober. Ne, pa pozabila smo tudi povedati, da v bistvu bo nudila, polka se to razvije, čez poletje, ne, zdaj v praksi teh klubov je, da imajo tudi poletna varstva, a ne? Ne vem, naprimer, starši rabijo en teden, ker ni šol, nimajo varstva za otrok, v bistvu bo nudila tudi poletno varstvo. Aha. In bomo z njimi, takrat bo košarko, ne vem, takrat bo ribe bomo šli loviti, pa take zadeve. Ne, zdaj sam košarka takrat, ampak ja, tudi to imamo v planu. Sicer to še malo razvijamo, malo se pogovarjava, kako pa kaj. Ampak ja, je v planu veliko stvari, ampak se pravi, veliko mora biti posluha, pomoči tudi od ostalih v bistvu. Tako da ja, posluh, pa čas. Si za enega, eden za vse. Tako. Tako da jaz mislim, da košarka, da v bistvu, ja, da je to nekaj dobrega, no. Pa da je to prvič tudi, da se začne v Moravčah. Odlično. Ja. Hej, Aljaš. Tako da hvala tudi tebi, da si naj povabil Hej, z največjim veseljem. na ta pogovor, ker pač si pravim,
Takole malo let, To je nama zelo dobrodošlo. takole malo let prebijamo, se pravi, se bomo še kaj dobili. Tako, absolutno. Pa 2 mikrofona, da mi jaz... Ja, da šlo govoril skozi. Ja, res ful ti hvala. Ja. Ej, malenko, res z velikim veseljem. Daj pa daj še Maja tudi, da Ajde. pove par poslovilnih besed za danes. Ja, ne, tako je, ne. Hvala lepa, ne, za Ej, povabilo. malenkost, ne. Res lepo, da Zdaj smo pa se gremo spoznali. iz studia, gremo v dvorano, ne. Evo, akcija, Tako takoj. sem rekel, mi dva čakava, ugreta pred dvorano, Odlično, rekviziti so, žoge so, odlično. tako da bo luštan bo. To je to. Evo. Mislim, da smo vse... Ja, seveda lahko, ja, šle, izvoli. Ja, kaj je? Tudi še nekaj smo pozabili, da pač prijave še zmer zbirava. Ja, prijave zbirava imamo zdaj Facebook page, košarkarsko. Vse to bomo dali vse v opis videa. Bravo, tako da tle dol pod videjem bo. Ja. Kako že Vse, pokaže, ja, kar je tle treba dol, vedeti, tle bo, ja. Bojo vsi kontakti tudi na tem videu, a ne? Tako da, ja, hvala. Se pravi, zanimanje je ful, ampak ja, dajmo čim več. Slišali ste. Ja. Ej, zdaj moramo- hvala vama, da pa napadmo te piškote. Evo, samo še roka. Se vidimo naslednjič, a ne? Ajde, Ajde, čau. čau.